Lepo pozdravljeni, zelo sem vesela, da danes v tem prečudovitem ambientu gostimo uglednega slovenskega in mednarodno uveljavljenega avtorja, pisatelja, pesnika in esejista. Vesela sem, da bomo danes spregovorili tudi o tako krasnem projektu, ki je zaključen in vendarle ima tudi novo pot, nadaljevanje v smislu, da se o njem pogovarjamo. Kaj več bo avtor seveda povedal tudi ob tem pogovoru. Najprej pa prepuščam besedo spoštovanemu Alešu Štegru, da prične s to prireditvijo na način, kot si ga je zamislil. Najlepša hvala. Lep dober večer. Zelo sem vam hvaležen, da ste našli energijo, čas in, kako bi se temu reklo, telesno toploto, da ste v tem mrazu prišli sem. Na nek način se krog sklepa prav tukaj. To pa zato, ker verjetno brez mojega angažmaja v času, ko je Maribor bil Evropska prestolnica kulture, 2012 ne je bilo tega projekta. Ta projekt je nastal kot neke vrste reakcija na življenjsko fazo, v kateri sem se znašel skozi ta projekt, ki je bil ekstremni izziv. Zagotovo se spomnite okoliščin, ki so bile zelo problematične, ki so nas, neko ekipo, ki smo prišli, gasilsko ekipo, ki smo bili vezani večinoma na Štajersko ali pa prav na Maribor, prišli v zadnjem momentu, da pogasimo probleme, ki so prej nastali in nam ni bilo lahko. Obenem je bilo to neka najnižja točka, temu rekel, recesije v Sloveniji. Leto, ki ga je Maribor, po mojem, vseeno smo uspeli marsikaj dobrega postoriti in je Maribor način v očeh evropskih ocenjevalcev tega projekta kasneje celo v nekih točkah bil izpostavljen kot inkubator nekih novih možnosti, inovacij. To leto je bilo zame seveda zelo stresno in v tem letu jaz nisem mogel v bistvu nič pisati in sem mislil, da bom kot pisatelj ugasnil, ker sem mislil, enostavno ne bo šlo nikoli več. Potem sem se znašel v Rimu in tam sem gledal neko izložbo in obenem odsev, ne le lastno, ampak ljudi za mano. Bila je neka romska družina, ki je prosjačila, nek človek s cigareto, ki se je sklanjal. In sem rekel, na kak način bi lahko literatura zapopadla to neposrednost, to, kar zdaj jaz čutim tukaj ob tem trenutku. In mi ni bilo jasno, seveda, veste, jaz sem že pisal v tistem času prozo, poezijo, eseje, ampak vse te forme imajo kot sestavni del procesa nastanka nek proces brušenja. In seveda, ko brusiš, odnašaš to, kar običajno pride s tem prvim impulzom, ko tekst nastane. Sem razmislil, na kak način bi lahko to neko neposrednost vzpostavil. In neposrednost, živost, nefiltriranost, to, čemur se običajno literatura izogiba, ker hoče biti kontrolirana, ker hoče biti nadzorovana, plod dolgega procesa, nek način zelo premišljena. Ne, da bi se bal premisleka, ampak sem začel razmišljati o negativnih straneh pretiranega premisleka. In da bi vas malo upeljal v ta projekt, ki sem si ga zastavil in ki sem ga uspel v zadnjih 12 let dosledno tudi izvesti, na kraju zapisano, ker sem si postavil
No, to je bil plod tega pogleda v ta izložbeno okno v Rimu. Zastavil sem si zelo enostavno nalogo, zelo enostavno. Enkrat letno si izberem en kraj, nekje na svetu, ki me nagovori. V večini teh krajev prej nisem bil, ali pa sem bil, pa ne točno v tisti lokaciji. Me nagovori na nek način, jaz naprej izberem ta kraj, naprej izberem tudi datum in povem, kdaj bo to. In potem grem tja in tisti datum, tistem kraju, pišem 12 ur, fotografiram. To so te fotografije, ki jih boste tudi videli, ki so tudi sestavni del te knjige, teh publikacij, ki so izhajale vsako leto. In po 12 urah moram vse odposlati. In nimam več pravice nič popraviti. Me je nek lektor, ki sicer popravi jezikovne napake, ampak vse ostalo ostane tako, kot je. In nič prej ne smem imeti pripravljeno in nobenega dostopa do interneta. Razen na koncu, seveda, ko pošljem. Ampak, kar pomeni, da res je to nek literarni projekt, ki dela z čim večjo neposrednostjo, ranljivostjo, budnostjo v jeziku, da tako rečem, in ima svoje hibe in seveda svoje kvalitete. Mogoče ena od teh kvalitet je, upam, da neka živost. Ok, zdaj pa, da vam malo bolj razložim, moram najti tu neki pointer. Ja. To naprej, ne? Ok. In vam bom malo poskušal približati preko par slajdov in preko mogoče par zvokov, predmetov, ki sem jih prinesel z teh potovanj, ki so na nek način tam, to vzdušje, ta vzdušja. Ni popolnega jezika. Ni zaključenega umetniškega dela. Vsaka noč ima svoj konec. Decembra, tako kot januarja, je noč precej dolga. Decembra je noč najdaljša, decembra je noč najbolj noč in svetloba ima zato drugačno vrednost za naše ubožne oči. Oči zabredejo, spregledajo, iščejo to, kar so že videle, zaidejo zlahka oči v varno in znano. Včasih je zato nujno poskusiti gledati po noči, videti z intuicijo, s kostmi in potom, razumeti nerazumljivo, biti smet, ki jo premetavata čas in prostor, majhen prahec, ki ga zanese v neznano. V neznano, v neznano. V neznano, 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 v neznano. Zato, ker smo vsi mi, tako kot delci prahu, ki jih raznaša po zemeljski obli, del te iste zemlje. In ker tako kot vse na tem planetu, vemo prav vse od samega začetka in je naše bivanje padec v pozabo in obenem trud delovati proti različnim vrstam pozabe. Kar smo vedeli ob uri rojstva kot novorojeni, to vedenje
lahko obudi jezik, je lahko obojeno skozi jezik. Ni zaključenega dela, ni zaključenega stavka. Ni besede, ki bi odrešila. A beseda spreminja. Na svoj zaprašeni način, na svoj magični, svetlobni način spreminja in obuja k življenju. Noč dela prehodno in dan manj obremenjen z vsem že videnim in domnevno znanim. Zato velja slediti njenemu klicu, klicu besede in biti prahec, ki smo, za katerega si nas je izbrala beseda, njen magnetizem, njene muhe in mušice, njen klic. 21.12.2012, na dan, ko so mnogi v starih majevskih koledarjih razbrali napoved konca starega in pričetek novega razvojnega cikla in zato prerokovali konec znanega sveta. Citiram, izkrošen, to ni vreščanje vran, krožijo med sencami noči, zavijajo nad streho parlamenta velike jate vran v noči, poskušam jih fotografirati, a je pretemno, da bi objektiv kamere ujel te duhce, ki so pridrli v to petkovo jutro iz neke druge dimenzije. Kaj mi sporočajo? Bitja noči. Ni tole porogljivo krakanje nekomu, ki ves potuhnjen, oblečen v bundo iz misli, s hitrim korakom stopa proti pasti, ki se jo je sam nastavil. Moje besede, zakaj ste me zapustile? Čeprav ni tako dramatično. Nikoli ni tako zelo dramatično. Pravzaprav je vsakršna dramatičnost odraz naših notranjih stisk in strahov. Najprej se ti pritihotapi jutro, potem pridejo prvi mimoidoči. Zrem skozi šipo izložbene vitrine in pišem pismo materam slovenskih pesnikov, pismo vrečkam za smeti v slovenskem parlamentu, pismo prstnim odtisom na bankovcih, za pismo čarovnicam. In pismo sinu, ki je tedaj štel samo 2 leti. Vse bolj mrzlo je zunaj. Vse bolj vroče med protestniki. Vem, da nisem na pravem mestu, da sodim ven med ljudi, ven iz izložbenega okna, torej grem ven in v tem prvem poskusu najdem svoje mesto med ljudi, v neznanem, in jezik, stavke kot verze, ki jih nizam in nizam. Spoznam svojo metodo na kraju zapisano in vem, kaj bom počel prihodnjih 12 let. Mnogim ob prvi izvedbi seveda ni jasno, kaj poskušam početi. Mnogi se nad vsem naslajajo. Že naslednji dan, še preden je nastalo besedilo objavljeno, izidejo posmehljivi članki, recimo en z naslovom Pesnikov šiht od 7. do 3. Nihče od komentatorjev ni prebral niti besede tega, kar je šlo naslednji dan kot knjižica. Kot prva od 12 knjižic projekta. Na kraju zapisano nima le 2 pomenov. Prvi je pomen kraja, lokacije pisanja. Drugi pomen končnosti, neke finitne, nepovratne točke, o kateri pišem.
Tretji pomen je scela profani, je konec človeškega uma. Porogljivost, da si ustvarimo konec, še preden se je kaj začelo, noč, še preden je šlo sonce. Ampak knjižica je, tekst je, fotografije so, dan je, beseda je, smer je, smisel je. Poslej me vleče v kraj, kjer nikoli poprej nisem bil. Tam je zmeraj nek dogodek, neka zgodba, neka podoba, ki me pokliče in sledim. Nisem novinar, nisem poročevalec križnih žarišč, nisem ekspert, nisem samo oklicani prerok, nisem posnemovalec, nisem slednik. Nisem prodajalec megle, nisem graditelj popolnih, neprodušno zglajenih in obrušenih umetniških tekstov. Nisem prebivalec slonokoščenega stolpa. Sem prašni delec, prahec, ki ne razume, ki ne ve, ki ne pozna. Mar nismo to prav vsi? Tudi tam, kjer smo domnevno doma, čeprav se tega ne zavedamo? Tuji kraji, nepričakovane situacije le razgalijo, kar smo po naši naravi. In jezik, beseda je oživljena, žari. Svetlika se, ko se potrgne po neznanem in tujem, ko oživi sredi noči. Pravila, ki sem si jih zastavil, o katerih sem tudi pregovoril, so od samega začetka ista. Pisati vsako leto na vnaprej znanem kraju ob naprej določenem dnevu. Pisati 12 ur brez pomagal, brez zapiskov ali česarkoli, na kar bi se opiral. Fotografirati in po 12 urah vse skupaj poslati Marku Hercogu in vsem dobrim angelom iz Beletrine, da zlektorirajo in dajo tisk in naslednji dan po možnosti že med vami. 12 ur in to je to. Nobenih popravkov, nobenih korektur. Tako kot mi nocoj. Tukaj smo in nas več ni. In ni popravkov. Ni popravkov. In nobenih korektur. Je le, kar je. In ne več in ne manj. Sonce, zakaj potuješ tako hitro? Kam se ti mudi? K tebi govorim, sonce, me slišiš? Kdo sem, ki govorim? Stojiš nekje naravnost nad mano, da sem premikajoče se drevo v beli puščavi, nobenih listov, nobene sence, le deblo, ki hodi in korenine razpredene kot misli po vsem svetu. Ob 14:00, desert war time, se prebudi veter. Nikoga več ne srečujem na svoj 8-kilometrski krožni poti med cipinami. Noge se ugrezajo v pesek, pesek se ugreza v čevlje, čevlji se ugrezajo proti jezeru, nekje blizu pod suhim peskom. In le tu in tam, kot prividi iz preteklosti, ki šele bo, iz prihodnosti,
ki se je zmeraj že zdavnaj zgodila med sipinami v daljavi blodeče sence sprehajalcev po praznini, na krožni poti, imenovani po nižini Alkali. Pot meandrira do samega roba parka, odkoder je mogoče videti vojaške objekte v beli daljavi, nižina Alkali, o kateri sem prebral, da je ubočena kot doječkov filtrum. Kožica med zgornjo usnico in nosom, vdolbina, ki jo je z odtisom prsta naredil angel, da bi dete opomnil govoriti o vsem, kar je doživelo pred rojstvom, pred rojstvom, pred rojstvom, pred rojstvom. Odtisal je white sands na stotine, na tisoče. Ljudje, stroje in živali jih neutrudno puščamo. Veter jih sproti izbrisuje. Včasih pa tudi ne. Recimo odtise v ostankih bližnjega slanega jezera. Naši predniki so jih nenamerno pustili za sabo pred 23.000 leti. Ko so jih pred manj kot desetletjem arheologi odkrili, je odkritje za celih 10.000 let pomaknilo teorije o prvih poselitvah Amerike dlje v preteklost. Kjer bom hodil, je že vse za mano. A neznano, nerazvidno v belini, v beli svetlobi znotraj bleščeče svetlobe. Je ta svetloba svetloba bogov? Je enaka luči, ki je oslepila Oppenheimerja, ko je 16. julija 1945 zjutraj točno ob 5:29:49, tako imenovano Mountain War Time, opazoval uničenje igrače svojega življenja. Če le pomislim, kje vse sem za bežni hip, za delca časa zagledal luč znotraj luči. V odsevu izložbenega okna v Maximarketu v Ljubljani, kot origami v rokah starih ribičev, ki jim je cunami uničil vas v Minamisomi pri Fukušimi. V umetnih krilih žive skulpture angela sredi noči v Ciudad de México. V vrečkah, ki jih je nad parkom polnim beguncev dvigoval veter sredi Beograda. V železni konstrukciji mostu načrtovane avtoceste, ki je leta kasneje uničila srečno vas pri Kočiju v Indiji. V deklici, ki je na ruševinah poleg pristanišča igrala violina v Solovkih v Rusiji. V vrtenju špic koles ilegalnih zbiralcev odpadnega papirja v Šanghaju, Kitajskem. V cvetenju rumenih zlatic v Bautznu, v Nemčiji. Svetloba v svetlobi, v penjenju Atlantika na koncu sveta, v Costa da Morte, v Galiciji. Svetloba v svetlobi, v nevidnem žarku, s katerim je bila izstreljena v vesolje univerzalna pesem na otroškem igrišču v Porvenirju, na Terri del Fuego, v južnem Čilu. Svetloba, toliko svetlobe v očeh, ki so videle smrt v Hargeysi, v Somalilandu.
In zdaj tukaj na koncu moje poti, v belini bolj bele od bele, v žgoči belini ukinitve vsega, tudi jezika zanjo, ki ukinja. White Sands, Texas, Združene države. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem od vekomaj. Kar sem, šele postajam. Kar bom, od vekomaj. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem od vekomaj. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem od vekomaj. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem od vekomaj. Kar sem, šele postajam. Kar bom, sem od vekomaj. Poezija je kot rastlina, ki raste v White Sands in o kateri sem bral, imenuje se Reina de la Noche, kraljica noči. Cveti le eno samo noč. Treba jo je uzreti v temi in tistemu, ki jo je prirokovana sreča. Malo sem vas hotel uvesti v atmosfero tega, kar je ta projekt. Najlepša hvala za to res čudovito in poglobljeno predstavitev z besedami, zvokom in s fotografijami in še marsičim, s številnimi iztočnicami in poglobljenimi temami, družbeno-kritičnimi in še kakšnimi. Zanima me, preden nadaljujem s tem vprašanjem povezanim s tem projektom, odkot to zanimanje, izreden občutek za zvočnost, muzikaličnost, za ritem, ki si ga v bistvu tudi zdaj tukaj nam prikazal? Jaz ne igram nobenega instrumenta. Moj oče igra par instrumentov. In on si je zelo želel, da bi hodil v glasbeno, in jaz sem na ta način svoj jaz uveljavljal, seveda, da nisem hotel. In na koncu smo prišli do tega, da sem rekel, če najdeš učitelja za škotske dude, potem grem. Ampak hočem škotske dude in nič drugega. In seveda ni našel in v glavnem nismo. Tako da zvočnost je mogoče prišla z ene druge krize. To je na nek način, ta knjiga je produkt krize, notranje krize, ampak mogoče tudi krize nekega časa. Ena druga kriza je zelo vezana na poezijo, ker sem nehal pisati poezijo in potem, ko res 2 leta nisem prav nič pisal, so se pojavili verzi in so se mi na nek način vsiljevali. In se jih nisem mogel otresti. In da bi me pustili pri miru, sem začel spet pisati. In to je poseben način, včasih se mi še kakšna pesem na ta način zapiše, ampak je poseben način, ki res prodre s svojo enostavno zvočnostjo, čistostjo na nek način. In ki jih jaz ne znam tako konstruirati, da bi bil del te neke konstrukcije. Te pesmi so izšle tudi tu v Mariboru pri založbi Pivec, Svet je vmes se imenuje, in z njimi sem veliko nastopil z Juretom Torjem, glasbenikom na harmoniki, mogoče ste kdaj bili priča temu. In to je mogoče spremenilo moje dojemanje tega, kar beseda je v prostoru.
In pri tem projektu je mogoče malo podobno, sicer ne gre za pesmi, le tu pa tam mogoče dosežejo ti teksti, recimo v kakšnih par formulacijah, ki se potem ponavljajo ali pa delujejo kot refren in tako, neko bi temu rekel, energetsko kvaliteto pesmi. Večinoma to niso, ne? Ampak je pa ta osvobojenost govora, ki se mi zdi mora biti na nek način pisana na hrbtno stran vsake pesmi, kjer ni nasprotja več, oziroma je pesem razrešitev nečesa, kar sam ne veš, da nosiš v sebi kot zagato. Ja, zelo lepo povedano. Tudi sama kot bralka sem v bistvu opažala, ne, v teh esejih, v teh zapisih in premišljevanjih ravno to, kar si povedal, se pravi, lirizmi so vendarle v ospredju in imajo zelo velik pomen, ko bereš, gre za neko res tako, ni to potopisna proza, niti slučajno, ne, ampak v resnici prevladujejo lirizmi, ne, tako kot si izpostavil, se pravi, lahko deloma, mestoma opazimo neko pesemskost oziroma to zvočnost vendarle. Zakaj? Zvočnost seveda izvira mogoče iz nekega drugega mišljenja, kot je recimo ta naša vsakdanja konstrukcija racionalnega mišljenja, na katero se seveda opira ne samo običajno potopisna literatura, ampak predvsem tudi novinarstvo. Novinarstvo je mogoče izpostavljeno podobnemu izzivu v nekem kratkem času z nekim deadlineom napisati nekaj. Ampak novinarstvo se oslanja na neke narative, ki so prej vzpostavljeni in ki jih pač komentira, nadgrajuje, spreminja in tako, ampak je tam že nekaj, na kar se opreš. Jaz se pa opiram v bistvu v teh tekstih na konfrontacijo z neznanim. In je vse možno. Vse možno, jaz ne vem, o čem bom pisal, ko grem noter. Seveda prej sem si prebral par knjig, pa tako, ampak sem opazil tudi, da preveč informacij, ki bi jih z nekim pričakovanjem tovoril v ta proces pisanja, bi me omejevale, na nek način mašile to neposrednost, za katero gre pri tem projektu. Seveda preveč informacij tu lahko škodi. Se pa odpira nek drug kanal, v katerega jaz prej nisem, kljub temu, da sem pisal potopise in tako, nisem toliko verjel. Se mi zdi, da kljub izjemnim, lahko so res izjemno velike kulturne razlike, recimo v nekem Šanghaju ali pa na Japonskem, ali pa to, res ne razumeš dosti stvari, enostavno ne štekaš, zakaj je to zdaj tako. In vstopaš v nek prostor prvič, ampak vseeno obstaja marsikaj, kar percipiramo, pa kar ni narobe. Kako je to možno? Zakaj? In kakšen jezik na nek način je potreben, da bi to v besedo. To so za mene nekaj, zakaj? Ker govorijo o nas, o naših na nek način zakrnelih sposobnostih kot človeška bitja. Ker mi smo marsičesa sposobni, pa se tega ne zavedamo. Na neki drugi ravni sem to videl recimo v Somalilandu. Somalija, o tem bom drugi del še en taki, še enkrat vas bom malo z zvoki pa s tekstom vznemiril, upam, da. Somalija, pač to so bili nomadska plemena še do pred 20 leti ali 15 leti. Brisan prostor na nek način skozi državljanske vojne. In tam še je živa zavest seveda o neki verbalnem izročilu, o tem, tam zgodovina ni bila nikoli zapisana, je bila vedno samo pripovedovana, večinoma pesemsko pripovedovana. In sem bil priča nekim momentom, ki so me res osupli, zato ker so recimo je bil dogodek, kjer so neki mlajši pesniki recitirali svoje nove pesmi, ki so res dolge, to gre v 15-20 minut, pripovedujejo o nečeme. Seveda so to neki obrazci, ki so njim znani, bližnji, glede verzifikacije in to, ampak vseeno. In potem smo stali v nekem krogu in tam je bilo 5-6 teh
ljudi, ki so prisostvovali temu dogodku, ki so tedaj prvič slišali to in ki so znali recimo tudi po 5 minut ponoviti to, kar so slišali. Brez napake. To pomeni, mi imamo sposobnosti, ki se jih dostikrat ne zavedamo. Pri nas so to zakrnele. Bomo uporabili telefon, zato si bomo kaj zapomnili. Ampak dejansko človeški je drugače dizajniran in vsi naši predniki so drugače funkcionirali. So bili na druge stvari verjetno bolj pozorni in so se morali znajti v situacijah, na katere niso bili pripravljeni. Če boste vi šli danes potovati, si boste prej pogledali, kako izgleda hotel, pa kje se zamenja denar, ali pa že si boste prej naložili aplikacijo, v glavnem pripravili se boste, vse vam bo znano. Do pred kratkim pa se ni tako potovalo. Se je potovalo v neznano. Ampak so ljudje vseeno nekam prišli. In to se mi zdi mogoče nek stranski produkt razmisleka ob tem projektu. Enostavno, da sem se s časom dovolj sprostil, da sem se lahko tudi zanašal na neke impulze, kjer nisem bil verziran prej. Pa tudi, roko na srce, tudi znotraj tega projekta se nisem mogel verzirati, ker bi moral bolj pogosto ponavljati. To je bilo vseeno enkrat na leto, včasih večje razmake med dvema postajama, včasih ne. Ampak zame je to bilo vedno neka res ekstremna, res maksimalna, ekstremna, najbolj ekstremna preizkušnja, ki si jo jaz kot pisatelj lahko zamislim. Najbrž tudi naslanjujoč se na moč in pa mogoče na neko pisateljsko kondicijo, ali se motim? Je to recimo bilo pomembno? Pa ne vem, če pisateljska kondicija kaj pomeni. Seveda, ti imaš potem znotraj sebe neko suverenost jezikov vzpostavljeno, to sigurno. Samo dostikrat nisem šel na te kraje, pa ne v tem stanju. Sem bil kvečjemu v nekem drugem stanju, kjer ni ravno kaj dosti prišlo, pa nisem vedel, kako reči dobro jutro. In iz te nezmožnosti poskusiti pisati. To se mi je zdelo na nek način še bolj zahtevno. In dostikrat so seveda pridejo momenti, kjer potem 1 uro ni nič, 2 uri ni nič. Kako to vpliva recimo na to, da projekt bi vendarle želel dokončati? Ja, psihoza. In nek pritisk, ampak potem se vedno zgodi nekaj, ampak vedno na nepredvidljiv način. Nikoli ni to nekaj, kar bi bilo vnaprej planirano. Se nekaj pojavi, nekdo nekaj reče in ta par besed sproži nek klik. To na eni strani, na drugi strani pa je to pisanje lahko zelo, bi temu rekel, s tem, da se dogaja, pa kar gre naprej, pa kar si kar blazen v tem pisanju. So bili trenutki, recimo, prej sem vam pokazal tega angela v Ciudad de México, se spomnite ponoči. Jaz sem začel to pisanje, ne vem, 8 ur pred tem z nekimi množičnimi protesti proti umorjenim študentom v Ayotzinapa. Pod zbirališčem teh protestnikov na eni glavnih avenij, kjer je gloriola. In zgoraj je angel. In sem začel z opisovanjem tega angela. In potem pišeš, napišeš ogromno, napišeš, ne vem, 20-25 strani teksta. Hodiš, se vsedeš, pišeš par stavkov, kar se ti zdijo nujne in potem hodiš spet naprej in si cel nor. In potem se naenkrat pojavi ta angel spet. Imaš občutek, da se je pojavil zaradi tega, ker si ti prej o njem pisal. In dejansko v tekstu se ta pozornost do tega detajla vzpostavi zato, ker že prej nekaj obstajalo. Seveda, ta človek, ki je bil ta živa skulptura, ki je igral angela tam vsako večer, verjetno bi seveda tam tudi brez mene, ki sem mimo šel in ga videl, tam stal. Ampak v mojem tekstu se je pojavil zato, ker sem pred tem pisal. In začneš v bistvu iti preko meje deskripcije realnega v neko zono, kjer dejansko so besede zdaj in žive in ustvarjajo nekaj, kar se izven tebe v realnosti dogaja. Zagotovo, ja. Zelo
zelo zanimivo, no? Razmišljanje, in to se tudi v bistvu čuti v vseh teh besedilih vendarle. Zanimivo se mi je zdelo, oziroma zelo lepo, no, tako moram reči. Knjigo Na kraju zapisano posvečaš materi in očetu in zapišeš takole, bom citirala. Za mamo in očeta, z vama sem se, ne da bi se veliko premikali, učil potovati. Konec citata. In otroška leta so vendarle bistvena, ne, za oblikovanje osebnosti. Prej si omenil očeta, ki si je želel, da bi igral inštrument. Kakšni pa so tvoji spomini na otroštvo, kako so te oblikovali kot osebnost? Kot... Mi nismo nikamor šli. Ja. Imeli je zelo malo družinskih prijateljev, par obiskov v par letih, enkrat na morje, poleti, drugače pa nikamor. Sem bil zelo zaščiten otrok na vasi, Destrnik pri Ptuju. In zame je bil izjemen stres, ko sem kot študent moral iti v Ljubljano. In se je svet sesul in sem bil blizu hudim stvarem. In sem se na nek način tedaj preko te stiske osamosvojil tudi z nekimi potovanji, ki sem jih v tistem času začel. Bila predvsem Latinska Amerika. Sem začel pisati zato, ker sem bral poezijo v prevodih, latinoameriško poezijo v prevodih, in sem zato nek način se potem tudi začel fizično premikati. Napisal sem potem nek potopis, včasih januarja sredi poletja, potem kasneje knjigo v Berlinu, pa še kaj drugega, ampak potovanja so za mene vedno potem predstavljala obliko prihajanja k sebi kot osebe, pa obliko temu rekel, konfrontacije s svetom, ki je mogoče doma nisem bil sposoben. Še dolgo ne. In je to nek način bila mogoče neka kompenzacija, hkrati pa nek interes. Potem sem spoznal tudi ženo, ki je socialna antropologinja, tudi rada potuje veliko. Smo bili precej potem okrog, ampak ravno živo nasprotje temu, kar smo imeli v družini, kjer nikoli nismo šli nikamor. Zanimivo, ja. V bistvu si prej omenil budnost. To se mi je tudi zdelo eno tako dobro izhodišče, da recimo biti buden pomeni tudi biti buden v jeziku, biti buden kot človek v nekem koncu. In to se recimo res čuti v teh besedilih, tudi danes vendarle. Kako je torej biti opazovalec v tem svetu? Bova še kakšno rekla na to temo, ampak vendarle, kako je to videti, ko opazuješ ta svet, ki ni prijazen, ki je krut, ki je tudi napolnjen z zlom in tako naprej. Vsi mi imamo to izkušnjo. Prvič pridemo v nek prostor, veste, na izlet ali pa nekam pridete, prvič nekam, kjer nimate nobenih koordinat, ne veste, kje je pa kaj. In se takoj vklopi, verjetno je to povezano z nekim preživetvenim instinktom, se vklopi pač ta budnost. In jezik. Jezik se v nas vklopi. Poskušamo poimenovati, kaj vidimo, kaj dogaja. Poskušamo razumeti to, kar vidimo. In to nas pomirja. Jezik na nek način je tu naš apaurin. Ker jezik je nekaj, kar je vedno domače in se na to lahko vedno opremo. Ne? In tudi razumevanje nečesa, kar se dogaja, da vemo, da to ni zato, da bi nam želel nekdo nekaj slabega, ampak enostavno, ker so to neki drugi običaji, kulturni kode in podobno. To nas zelo pomirja. V tem smislu je seveda jezik bistven za konstitucijo naše psihe, ne? Tudi stabilnosti naše psihe in na nek način tega jedrnega izkušnje našega jaza, ne glede na to, kje smo. In to pride do izraza predvsem tam, kjer nismo na varnem. In vsi ti teksti na nek način so pisani v takih okoljih, kjer nisi na varnem. Še najbolj varno je bilo v prvem tekstu, o katerem sem govoril. Zakaj? Zato, ker sem v tistem času mislil, pa bom začel nekje bolj performativno, bom sedel v izložbah po svetu, pa bom malo gledal ven, pa bom pisoval, kaj se dogaja, pa bo z tega nekaj nastalo.
Pol pa se je isti dan so se zgodili ti protesti, ne? Na Trgu Republike. Kljub temu, jaz sem bil predtem tam, pa sem se predtem zmenil v Maxi Marketu, da so mi dali izložbo. In potem jaz sedim, pa začnem opisovati, pa pišem, pa gledam, pa to. Seveda nisem imel še cele predstave, kako to ne gre, je bilo prvič in je bilo zelo nek način. Preizkušnja tudi zame, velika. In potem so se začeli ti ljudje zbirati in sem vedel, ne smeš biti za steklom, za oknom, moraš biti med njimi. Potem šel ven in potem sem že vedel, zakaj gre. Da ne gre za to, da si jaz napišem, sem govor, pisatelj piše, ampak da enostavno sem med ljudmi in da pišem po svoje in da potem to objavim. Si tudi v drugih krajih pisal tako v izložbi? Nikoli potem več. To je bilo to. To je bila ta izkušnja, začetek in iniciacija, hkrati pa tudi korektura. Precej naporna verjetno si predstavljam. Je bilo, pa hladno je bilo. 21.12.2012, december, to o tem sem govoril, je bilo res zelo mrzlo je bilo. Ampak to je vse v redu. No, v besedilih, v tekstih je zaznati, se pravi, kot sem že omenila, to občutek krivde, ki jo imamo ljudje, ko gledamo, kaj se dogaja po svetu, pišeš o ljudeh, ki so izgubili svoje otroke, partnerje, pišeš o beguncih, recimo o Orbanovem zidu na madžarsko-srbski meji in tako naprej. In v bistvu o sovraštvu, ne? O tem, da recimo ni več kulturne, večjezične, demokratične Evrope, ki da je nacionalistična, homofobna, ki se v bistvu levi v sovražno pošast in tako naprej. Kakšna je pa Evropa danes? Ker ta zapis je star, mislim, da že desetletje, da je bilo pred desetletjem zapisano, a bi danes bil ta zapis še malo bolj oster, a je vendarle kakšna sprememba ali pa kakšen pomik mogoče zaznati? Mislim, jaz ne vidim neke alternative Evrope, jaz mislim, da Evropo vsi rabimo. Jaz ne verjamem, da smo mi kot kulturna entiteta sposobni preživeti na tem planetu brez zaščitnika in raje kot da nas ščitijo Indijci. Imam že nek konsenz znotraj Evrope, je pa seveda pred 2 letoma, 3 leti sem bil v eni skupini, izvedencev iz kulturnega polja, sklicani v Pariz, pa smo šli okrog kulturnih inštitucij, smo govorili o temi Evrope z številnimi, recimo, intelektualci, tudi parlamentarci. Enega parlamentarca sem vprašal, zakaj po njegovem, izkušen človek, mislim, da je bil 3 mandate v Evropskem parlamentu, pa predsednik par komisij, tudi komisije za kulturo pa šolstvo. Zakaj se mu zdi, da ni možno, da Evropa kot neki skupen prostor sproducira eno samo relevantno en produkt na področju spleta, zakaj je vse, kar prihaja, pač prihaja samo iz Amerike ali pa iz Kitajske? Zakaj nimamo enega brskalnika ali pa enega ponudnika, ne vem, enega evropskega YouTuba ali pa, ker zakaj gre? Gre za to, kdo kontrolira informacije, kdo ima nadzor nad, pač, in tudi pogled v naša osebna življenja. Zakaj ni možno ene evropske inovacije? Tako je bil tiho nekaj časa, pa je rekel, ker se mi vedno skregamo med sabo. In to je bilo, to je na nek način, mislim, na tej mikroravni, ki pa je za naše vsak dan zelo pomembna, ker smo vsi danes poslali kak mail ali pa pogledali, kaj se dogaja na Instagramu, Facebooku ali pa kjerkoli. To ima direktno vez z našimi zasebnimi življenji. In to je pač rak rana, te male razlike, zgodovina na nek način Evrope, ki je polna izdaj
in prevar in malih trgovin, velikih trgovin. Na nek način tebi to ne rabim govoriti, to, kar se dogaja z Ukrajino, je seveda sopovezano s tem, kako Evropa deluje, in imam velike strahove, kar se tega tiče, za bodočnost. Ja, tudi jaz, tako da sem v bistvu tvoje tekste brala v bistvu z mislijo na danes in na jutri. 12 krajev, 12 let, 12 ur, je kakšna simbolika v tem številu? Ja, ne, seveda sem ga posvojil, vse vidite, da sem obseden z 12-ko. Jaz sem se spomnila tako sebično na 12 krogov Jurija Androhovića. Ja, to je res. 12 krogov, drugače, ne. Prvič sem pisal, to sem prej omenil, 21.12.2012, ko je bil napovedan konec sveta, zdaj. Pač po nekih malo popačenih interpretacijah, v bistvu gre za zaključek enega cikla časovnega, ne konec sveta, ampak ljudje so bili, pa vse določeni ljudje so bili v tej apokaliptični mrzlici. Bo se konec sveta, ne bo. In tako. Ja, za nekatere je bil, za nas na srečo ne. Ampak se mi je zdel nek način, nek okvir, ki je s temi 12 urami potem vseeno dajo dovolj mogoč okvir celote. Danes ne vem, če bi še si upal, pa sem zdrav, pa tako, pa ne vem, če bi si upal še za naslednjih 12 let napovedati, da bom nekaj delal vsako leto. Morate tudi razumeti, jaz na nobenega od teh lokacij nisem šel, zato ker bi me tja nekaj povabil, ali da bi mi nekdo plačal, ali da bi imel sponzorje. Nisem nikoli delal na ta način, sem vedno malo prišparal, pa sem si plačal to, kar sem šel, in bil precej neodvisen. Včasih sem napisal še za koga kaj dodatno, ampak to čisto neobvezujoče, naknadno, če mi je pasalo. Tudi v Čilu ni bilo potem povezano to z nekim naprej določenim, če lahko ta projekt je bil zelo zanimiv meni kot bralki. Ampak sem plačal, da sem bil zraven, mislim, v tem projektu, tam prisoten, so pa mi oni pomagali pri pridobivanju vize, bil je čas covida in v Čilu so bili izjemno restriktivni. In če ne bi imeli ta skupina, Casa Grande, ki je znana potem po svojih zelo alternativnih pesniških akcijah, tudi tu smo jih poskušali 2012 pridobiti, pa nismo imeli denarja znotraj EPK-ja. Oni namreč so znani po enem projektu, da bombardirajo mesta na obletnice, ko so dejansko ta mesta bila bombardirana, večinoma v drugi svetovni vojni, in to je neki traumatičen spomin, potem pridejo in jih bombardirajo s poezijo. S pesmimi, ki so prav za ta namen napisane, tako, na nekih biorazgradljivih lističih, bombardirajo, to padajo lističi, ljudje to grabijo in jih razpiha vse konce. No, in oni so imeli ta projekt, da skupaj z enim španskim kolektivom še vedno obstaja, lahko greste na splet, vnesete svoj vers, v glavnem univerzalna pesem človeštva, 20,000 ljudi je napisalo vse en vers, če ne več, in potem so to izstrelili v najbolj oddaljen znan del vesolja. In tam sem bil zraven, to sem izkoristil, ampak nisem šel tja na njihovo povabilo. Kontekst se mi je zdel do te mere lep, poetičen, hkrati pa je bil res covidni čas. In Čile, za razliko recimo od Peruja, kjer je bil covid katastrofalen, tudi Argentine, oni izgleda, da imajo ta mindset diktature še vedno zelo poosebljen, so bili izjemno rigorozni, izjemno strogi, preverjanja, mesec pa pol je trajalo, da so mi odobrili vizo. Noro. Ja. Je mogoče kateri od teh krajev, ki te je posebej navdušil, vznemiril oziroma ti pustil neko posebno sled ali pa
poseben premislek. Ja, kot rečeno, mogoče res ta Somaliland, pa mogoče Fukushima. Vseeno, jaz sem šel v Fukushimo 1 leto potem, ko se je tam zgodila ta katastrofa, se veste, tsunami, tem jedrski reaktor, ki je bil ob obali in je eksplodiral in ki ga še zdaj zamrzujejo. Oni ogromno količino energije morajo na dnevni bazi namenjati na temo, da komplet morje pod jedrskim reaktorjem zamrzujejo, da ne bi iztekalo iz njega v morje. In pač dejstvo, ko vidiš to uničenje, ki ga prinese na nek način človeška civilizacija s sabo. Fukushima je vseeno mesto 40 km v notranjosti, po njej poznamo, po imenu Fukushima poznamo pač to nesrečo, ki pa se je zgodila ob morju. In je pač veter pihal v tistem trenutku ravno v smeri Fukushime in vmes so pa hribi. In to je na nek način so eni najbolj rodovitnih hribov, ki jih ima Japonska, in tam so bili sami sadovnjaki, sami nasadi, sadja pa zelenjave in vse to je uničeno. In tudi na dolge roke pač nemogoče pridelave. In potem ob obali seveda odplavljene vse te vasi in hodiš tako ob obali in ni ničesar, se ti zdi, da tam od nekdaj ni bilo ničesar, potem naenkrat je WC školjka, ki gleda ven. Pa je to vse, kar je ostalo cele vasi. Ena WC školjka, ki še tam stoji, par ploščic okrog. In potem greš in vidiš, mladi so vsi se izselili, stari, ki jim je odplavilo domove, ribiči večinoma, v nekih kontejnerskih naseljih ob cestah. Potem greš tja in oni tam zlagajo cele dneve origami in čakajo, da umrejo. Uradno pa ni nobene radiacije. Uradna verzija države je, da ni radioaktivnega sevanja po 1 letu, da je vse to v redu, da imajo vse pod kontrolo. In potem imaš te skupine ljudi, ki se organizirajo, ki zbirajo denar, da kupijo opremo in grejo lastno, ročno potem čistiti mesto. Zakaj? Ker radioaktivni delci grejo in običajno so v atmosferi in ko pade dež, se vežejo na vodo in padajo in grejo v odtočni sistem in se nabirajo. In običajno so to, temu rečejo taki hotspoti, vroče točke, ki imajo izjemno povišano sevanje, zelo nevarno. In potem in tam se nabira zemlja, mulj in to treba očistiti. In to imajo potem skafandre in Geigerjeve števce in hodijo in ta mulj nalagajo v posebne vreče in jih odvažajo na neko goro, ki jo je en budističen samostan dal na razpolago v bližini, in da tam odlagajo ta radioaktivni odpad, ki uradno ne obstaja. In jaz sem šel tudi tja, si to pogledati, to se ne morete predstavljati. Jaz sem bil tam z nekimi Geigerjevimi števci, to ponorijo. In to so gore teh vreč, velike kot recimo ta sodni stolp. Srhljivo občutje, ne? Zagotovo. Ja, mi imamo ravno zdaj debato, kako bomo energetsko preživeli, in se mi zdi, da smo vsi sprejeli to, da se bo gradil drugi blok nuklearke. To se nam zdi samoumevna rešitev. Samoumevna. Kljub temu, da še vedno to na tektonsko ne ravno najbolj primernem območju, in mislim, meni se to zdi neodgovorno. Res je. Kaj pa ljudje, ki si jih srečeval na poti? Imaš kakšne stike z njimi, se kaj pogovarjate se? Ja, so pač seveda zrastejo neka osebna prijateljstva in to je jasno. Čeprav ne zdaj preko tekstov, preko
sreče. Jaz večinoma sem imel to, da sem šel nekam, če sem že pisal, sem šel za kakšen teden, 8 dni, tako. Večinoma sem bil 4 dni tam, da sem si malo aklimatiziral, pogledal, potem napisal pa še 1-2 dni, ker pol ne spiš, ne. Ko imaš teh 12 ur pisanja, pol ne spiš nekaj časa. Sem pa zasledila, da imaš posnemovalca. A ja? Sam si napisal, da je na Imam Kitajskem. na Kitajskem imam enega Francoza. Aha, se mi zdi zanimivo. Ja. Morda je še kdo, no. Ja, verjetno, ja. Ne, to je vseeno, pač vse doslej, vse verjetno nič na svetu ni čisto unikatno, ampak jaz nisem nikogar posnemal. Verjamemo. Preden predam besedo, Ja. me še samo zanima, kakšni so tvoji načrti za naprej, kaj bomo lahko kot bralci in bralke brali, morda esejistično ali prozno Ja, delo. ne, zdaj, mislim, to je vseeno presečni zalogaj, se vidite, Se kakšna vidi, seveda, debeli ja. špeh je to. Lahko človeka ubije takšna knjiga, to ni mirno, ne. Trenutno imam eno zgodbo, ki je vezana zelo na eno od teh lokacij, o kateri bom zdaj ravno govoril, Somaliland. Za Somaliland sem se tudi odločil zaradi nje. To je Štefka Cobelj. To je bila ena zelo zanimiva gospa, Ptujčanka, pač iz okolice Ptuja, z Juršnic, Oblakov, pri Juršnicah in potem Ptuju, ki je v 80-ih v Somalilandu zgradila 2 muzeja. Muzej revolucije v Mogadišu in v Hargejsi pokrajinski muzej. Vse to je bilo uničeno. Tudi na Ptujskem gradu, kjer je bila direktorica, je vzpostavila 2 zbirki, etnografsko in Maske in običaji, veliko pomembno zbirko, pač vezano predvsem na pustne običaje in pa vinarsko zbirko, in tudi to je bilo sežgano, ker so odkrili ker so odkrili gobo pod čudnimi okoliščinami, potem ko so jo spodili z delovnega mesta, in tudi to. Na nek način zelo tragičen lik, ki je ogromno ustvarjala, pa s katero ni čisto nič materialnega ostalo. To je neka zgodba, ki me zelo fascinira. Martina si lahko misli, zakaj. In zdaj se s tem ukvarjam. Krasno, potem pa predajamo besedo. Gremo. Hvala za pogovor. Vas že zebe? Ne? Bo še šlo? Bo. Kaj sem prej uporabljal? To imajo burkači na Kitajskem, s tem hodijo potem po vaseh in opozarjajo, da bo večer predstava in da morajo vsi na vasi priti na predstavo. To sem dobil darilo v Litvi. Že padajo naši kamni. Par kamnov iz Baltika. Kaj še imamo lepega? Aha, te. Torej, kondor in puma. To so pač neki prirejeni posnetki tega, kar so Azteki uporabljali. Mehičani plešajo tudi s tem. Nocoj ne bomo plesali. Iz Somalilanda pa imam tole. To pa je pravi stari
Tam zelo težko dobiš karkoli, kar je starejše od 20 let, zato ker je bilo vse uničeno. Čisto vse. Si ne morete predstavljati tega uničenja. Pa predvsem tudi ni materialna kultura, to, ker je nomadska, ker se gibljajo in ne morejo imeti stvari, ker se s temi ne morejo premikati. No, to so prave kameli, zvonci. In o kamelah, in o zvoncih, in o Somalilandu gre tudi naše zaključno tu dogodivščina, ki se je dogajala 17.11. Pa je že kar nekaj časa od tega. Več kot leto. Življenje je le zdaj. In zdaj je jutro, in zdaj je noč na sredi jutra, in vse, kar noč in njena sestra pesek in njen brat prah objemajo, prikrivajo. Ničesar ne razumem. Še ime za somalski kruh, najbližji naši palačinki, izgovarjam negotovo loksus, lohuh, in sem takoj natakarjem v posmeh. Sicer pa naj bi bil humor, ne le tolažba, značilnost somalske poezije. Pesniki vsaj do nedavna niso pisali ne brali, bili so nepismeni bardi svojega klana. Biti nomad trenutno ni v modi. Mi pred dnevi reče okoljevarstvenik Ahmed I. Avale, ki svojo organizacijo Candlelight iz Hargeyse skrbi za ohranjevanje biodiverzitete v regiji. Vsi rinejo sem v prestolnico, veliko indogenega znanja je za vedno izgubljenega, tehnike izdelovanja določenih predmetov ali tudi trave in drevesa, iz katerih so bili izdelani, so izumrli. Danes ima vsakdo mobilni telefon. In ljudje rinejo v mesta, ki so videti povsem drugačna kot pred in med diktaturo. Pred vojno je bilo prepovedano graditi stavbe više od 2 nadstropij, za vsako višjo stavbo si potreboval dovoljenje iz nekdanje prestolnice Mogadiš. Diktator Siad Barre je represijo nad nekaterimi od klanov, ki so sestavljali Demokratično republiko Somalijo, pripeljal do te točke, da tukajšnjim ljudem, ki so pretežno pripadali osovraženemu klanu Isak, ni dovolil graditi po njihovih željah. Sicer je dal diktator v 70. letih v centru mesta zgraditi knjižnico, muzej in gledališče. Nič od tega ni ostalo. Iz knjižnice je nastala policijska postaja, iz ostankov gledališča nakupovalno središče, iz muzeja, tu ga vidite, Štefka Cobl ga je zgradila, tam od zadaj je bil. Muzej je bil kasneje zasilna bolnica, zdaj pa je gradbišče za nek nov projekt. Roko na srce, tudi v času Barrejevega, tako imenovanega eksperimentalnega socializma, ti objekti niso služili svojemu namenu. Ljudje ki so še včeraj živeli kot nomade in niso ne brali, ne pisali, preprosto niso vedeli, kaj naj počnejo s knjigami. In tudi če bi knjig, z izjemo dolgih metrov zbranih del Kim Il-sunga,
Ni bilo. Spomnim se, kako sem v praznem muzeju nekajkrat kot mladenič naletel na speče čuvaje. Se mi je nasmejal Ahmed Iavale, ki sem ga obiskal po Jamovem priporočilu. Deli, ustvarjaj spore, vladaj! Ustrahuj, zatiraj, ubijaj, vladaj! Oborožuj, ustvarjaj posebne milice, sovraži, vladaj! To so bili principi vladavine Mohameda Sijada Bareja, generala, ki je prišel na oblast po prevratu leta 1969 in vladal, dokler ni razpadla njegova krvava vojska, z njo pa leta 1991 tudi država. V avtu vsi Somalijci pojejo. Somalska glasba po radiju odmeva igranje na brenkalo kaban, petje otožnega moškega glasu. Ob cesti fanta, ki ženeta 2 kameli, šofer ustavi, vprašamo, ali lahko fotografiramo. Seveda ne smemo. Ljudje ne želijo biti fotografirani. Verjamejo, da to prinaša nesrečo. V Hargejsi postanejo ljudje nasilni, če kdo brez dovoljenja izvleče kamero. Nočemo naših fotografij v vaših časopisih in na internetu, pravijo. Nočemo, da nas jemljete s sabo, da razpolagate z nami, mi reče neka starka na suku, to je trgu, v Hargejsi, in dalje razkosava stegna sveže zaklanih kozličkov, da osramočen nemudoma pospravim telefon. Sproti beležimo, skozi šipe avtomobila na poti nazaj, na skrivaj fotografiramo, primerjamo portrete. Vse je ujeto, vse je dokumentirano, naši zasebni arhivi rastejo. Kot da ne bi zaupali našim spremenljivim spominom, kot da bi bili možgani samo prevodnik, ne pa končni pomilnik. Vse imamo in smo vse izgubili. Vse imamo in smo vse izgubili. Vse imamo in smo vse izgubili. Imamo knjižnice in imamo arhive, imamo splet in imamo muzeje. Hkrati pa vse bolj sami manjkamo. In zato neizmerno hlepimo po prisotnosti izgubljenega. Nič nima trajnega pomena v narečju opoldanskega vetra, okraste peščene moke, skozi katero peljemo. Ura je 2. Utrujenih nog se po žgoči vročini odpravimo v smeri kulturnega centra. Hargejsa počiva. Bilo je na moj rojstni dan, 31. maja 1988, ko so se vojna letala Sajda Bareja dvignila z bližnjega vojaškega letališča in s polno silo, skupaj s stopništvom, udarila po lastnem mestu. Ubijali so vse, kar je bilo živo, otroke, ranjene, starce in ženske na begu. Na višku etičnega čiščenja je bilo okrutno pobitih med 60 in 90 tisoč ljudmi. Barej je za letalsko bombardiranje najel plačence, belopolte pilote iz Južnoafriške republike, ki so sejali smrt med civilisti. Njihova imena in nasmejani obrazi na fotografiji, posneti pred vzletom, krožijo po spletu in v redkih knjigah o enem najbolj brutalnih genocidov v zadnjih 50 letih. Vsega skupaj je bilo v čistilnih akcijah Barejevih specialnih enot med leti 84 in 91 pobitih tam okrog 200 tisoč ljudi. Na ta dan, na moj rojstni dan, leta 1988, je drugo mesto Somalije dobilo naziv Dresden Afrike.
Danes na dogodke kljub porazu diktatorjevih enot in razpadu Somalije ne spominja prav nič. Z izjemo spomenika z migom na vrhu, nasproti območja v centru, kjer je suk. Do nedavna je letalo stalo na nižjem podstavku, naslikanem s prizori vojne. Od letošnje pomladi dalje je dvignjen na brezosebnem, marmornem slovoloku, brez vsake označbe, zakaj je letalo sploh tam. V mestu ni nobenega obeležja, nobenemu pesniku, nobenega obeležja žrtvam ali uničenju, nobenega opomnika bodočim generacijam. V šolah se ne poučuje zgodovina Somalilanda. Na moja neumorna vprašanja po razmerju med poezijo in kolektivnim spominom Somalcev, o odnosu med izjemno ustno tradicijo in modernimi sodobnimi načini je Mustafa izkoristil vezi kulturnega centra in dobil termin na preiskovalnem oddelku Republike Somaliland za genocid in vojne zločine. Imam premnoga vprašanja, a ne dobim odgovorov. Uradnik neutrudno bere z ekrana, dokler mi poročila naposled ne izroči, natisnjenega na papirju. Vprašam, ali imajo dokumentacijo, arhive, dokazni material spravljene v bližini. Uradnik me odpelje v sosednji prostor, kjer sedijo ostali sodelavci, 4 starejši častitljivi gospodje. Iz omare pričnejo vleči table, ki kažejo grobišča, ostanke ljudi in oblek. Sprašujem, zakaj ni volje, da bi se v Somalilandu v preteklosti odkrito govorilo? Zakaj ni volje, da bi se v Somalilandu o preteklosti odkrito govorilo? Zakaj ni volje, da bi se v Somalilandu o preteklosti odkrito govorilo? Vemo, kdo so storilci. Za mnoge vemo celo, kje živijo. Imamo naslova južnoafriških plačencev, klavcev iz Hargeise. General Morgan je pred časom postal puntlandski predstavnik v somalijskem parlamentu. Bila sta primera, ko so s pomočjo zasebnih tožb NGO-jev v ZDA izsledili 2 neposredno odgovorna za genocid in jo prevedli pred civilno sodišče. Eden od njiju, Tukeh, je leta delal na letališču Dulles v Washingtonu in vozil Uber. Kot voznik Uberja je imel zelo visoko oceno zadovoljnosti strank. V resnici pa je bil klavec 100 ljudi. Kot država ne obstajamo, zato nimamo glasu. Ne moremo niti sprožiti postopkov, nemočni smo. Ne bo se spremenilo, dokler ne dobimo pomoči od zunaj. 4 starci v borbi, ki je očitno nihče noče. 4 apostoli spomina, 4 nemočni uradniki, 4 parkirani brez sredstev in pooblastil, 4, ki jih je groza, da bi se zavoljo pozabe zgodba ponovila. Ura je 5 popoldne. Od zunaj, na ulicah Nove Hargeise se je začel drugi del dneva, drugo jutro, pričetek sobotnega večera, ki je v bistvu četrtek. Skupaj s sodelavci kulturnega centra Hargeisa pijem na otoku svobode somalski čaj. Močan črni čaj s pravo dozo mleka. Najprej ga pokriva pena, a če ga pustiš dovolj dolgo v skodelici, preraste čaj kožica. Kot da je čaj odprta rana in ga mora nekaj zapreti, prikriti, zaščititi. A čaja ni mogoče piti, ne da predremo to kožico, jo vzamemo v usta ali jo umaknemo z čaja. Kdor pije somalijski čaj, mora umakniti povrhnjico in odpreti rano. Deli, ustvaraj spore,
vladaj! Ustrahuj, zatiraj, ubijaj, vladaj! Oborožuj, ustvarjaj posebne milice, sovraži, vladaj! Vse imamo in vse smo izgubili. Imamo knjižnice in imamo arhive, imamo splet in imamo muzeje. Hkrati pa vse bolj sami manjkamo. In zato neizmerno hlepimo po prisotnosti izgubljenega. Hvala, da ste prišli. Najlepša hvala, spoštovani Aleš Šteger, za čarobnost tega večera. Hvala tudi vsem obiskovalcem in obiskovalkam, da ste prišli in si vzeli danes čas za današnji večer. Zahvaljujem pa se tudi Mariborski knjižnici in Beletrini za povabilo. Hvala lepa.